Ljubljanskega studia 163, to so vesti. Bravo, Tina! To mi deli, Tina Maze, Tina Maze! Viermal Silber hat sie, geht sich jetzt Gold aus für die 27-jährige Slowenin. Und jetzt muss sie kämpfen drum. Noch so viele Silbermedaillen würde ich sie wirklich von Herzen gönnen. Und einmal alles rausholen, hat das ganze Programm mitgemacht. Alle Bravo, das ist, glaube ich, Gold. Ihr 900. Sie hat Gold verloren in der Superkombi, um 900. Jetzt hat sie sich revanchiert. Gold für Titel. Tina Maze. Meine Stimme ist weg, aber Slowenien, unsere Nachbarn, haben die erste goldene im alpinen Bewerben bei einem Großereignis. Gratulation. Ganz, ganz super, ja. Dejan Zavec pa je prefukal Američana v kategoriji IBF World Championship in tako ubranil naslov svetovnega prvaka v IBF kategoriji. Ti full box spremljaš, a? Ej, na polno, stari, tudi... Ja, daj. Slovenci pa bomo kmalu svetovni prvaki v še eni stvari, referendumih. 10. aprila grejo, če sploh, na referendum o malem delu. Minuli teden so v centru Evropa predstavili stališča proti zakonu o malem delu ekonomist Rado Pezdir, pravnik Andraž Teršek, sociolog Urban Vehovar ter študenta Luka Gubo in Boris Meglič. Pa poglejmo nekaj argumentov Rada Pezdirja. To je super Rado naš, ne? Ja, valjda, unka preganja banke, elektropodjetja in tudi malo delo. Bravo, Rado. Robin Hood, a je? Je, nekaj to Rado, ti znaš. Tretjinsko delo, če pogledamo realno, ureja samo 4 mesece dela za študenta. Sprav, urejajo mu dobesedno počitniško delo, ne pa vsega ostalega dela. In ni popolnoma nemogoče, da ne bo prišlo do istega mehanizma za tiste, ki hočejo delati, se pravi oddaja dela nekomu drugemu. Omejevanje urne postavke na minimum je nesmiselno, ker nima povezave z dejansko poslovno dejavnostjo podjetja. Izplačila po malem delu se usklajujejo z minimalno plačo. Zdaj popolnoma nemogoče te dve zadevi primerjati in prirejati eno na drugo, kajti vemo, da minimalne plače so v sektorjih, kjer so poslovni cikli precej drugače kot tam, kjer študenti opravljajo svojo delo. Sprav, taka vezava je rahlo nesmiselna. Spreminjanje postavke za študentsko delo je lahko odvisno samo od tega, kakšno konkretno delo posameznik opravlja. Končno nekdo stopa na stran študentov, ne? Se prav. Ja, čeprav še vedno ful granitnih kock manjka pred parlamentom, ne? Lik včeraj sem se spotikal tam, tisti, kar je. Ja, še to, ja. Ampak rešitev zagate študentskega dela je po njegovo enostavna. Posameznik, študent, kdorkoli naj dela, kolikor hoče, po postavkah kakršnih koli hoče. Na koncu leta pa naj plača dohodnino
po veljavni lestvici. Seveda s tem, da ni zdravstvenega prispevka, ker je verjetno že obvezno zavarovan pri svojih starših. S tem je celotna zadeva razrešena. Drugi vrsti napovedanih referendumov je o pokojninski reformi. Njegova usoda je trenutno v rokah Ustavnega sodišča. Ob obravnavi pokojninske reforme na Ustavnem sodišču je pred sodiščem pripravila manjši protest. Ustavni sodniki bodo po mnenju Semoliča o usodi referenduma najverjetneje odločili v prihajajočem tednu. Predsednik je tudi povedal, da so jim tako kot zagovornikom dali pol ure za predstavitev argumentom proti predlagani pokojninski reformi. Kako bodo odločili pa? Jaz sem prepričan, da večina teh sodnikov je prišla že kar opredeljena do tega, se niso v brezračnem prostoru in da šele jutri, včeraj so začeli razmišljati o tem. In vprašanja, ki so jih dali, so bila pripravljena. Ta vprašanja niso bila odraz teh vhodnih razprav. Vse kaže, da bo odločitev o referendumu glede arhivov SDV tudi romala v ustavno presojo. V igri je pa še en referendum. Glede gradnje 6. bloka termoelektrarne Šoštanj so pobudo za referendum vložili okoljevarstveniki organizacije Alpe Adria Green. Predsednik AAG-a Vojko Bernard. Ali se strinjate s tem, da se nacionalni energetski program Republike Slovenije vključi izgradnja novega več kot 1200 milijonov evrov vrednega 600 megavatnega bloka T6 na premog, ki bo v času svojega obratovanja do leta 2054 proizvedel 103 milijona ton izpustov ogljikovega dioksida in za katerega gradnjo bo jamčila država s poroštvi. Poslanec SDS Vinko Gorenak je Pahorja pozval, naj razreši Kresalovo kot notranjo ministrico, saj njeni podrejeni vodijo predkazenski postopek, v katerem naj bi bila tudi Kresalova in njen partner Miro Senica. Drugi člen zakona o policiji je pa jasen. Minister za notranje zadeve, v našem primeru ministrica, usmerja in nadzoruje delo policije. Torej usmerja in nadzoruje tiste, ki preiskujejo njo in njenega partnerja. Kako? To nam bodo povedali in to jih bomo na izredni seji poprašali. Predsednika vlade pa v enem od sklepov pozvali, da gospe ministrici pokaže vrata. Pahor pa je v četrtek na redni novinarski konferenci po seji vlade povedal, da zaupa tako preiskovalnim organom, kakor tudi svoji ministrici. A prav svoji, je rekel? Ne, to smo tako. Aha, ok. Pač vse je njegova, z njim delati to. Njegova. On jo ovna. Bilo je popolnoma jasno rečeno, da ima seveda vlada pravico odločati smernico kriminalitetne politike, ne ukvarja pa se z nobenim posebnim primerom. Ne dvomim v nepristranskost Nacionalnega preiskovalnega urada in drugih institucij, ki se ukvarjajo z pregonom kaznivih dejanj, tudi v primeru, ki ga vi navajate, in te morajo nepristransko opraviti svoje delo. Ko in kolikor informacij bomo dobili, bomo lažje presojali upravičeno zahtev, ki jih omenjamo. Četrtek je civilna iniciativa Dovolj.org in Nova civilna družba organizirala protestni shod proti prepovedi gradnje stanovanjskih hiš v lastni režiji. Vlada je namreč na pobudo Obrtne zbornice Slovenije sprejela sklep za spremembo določb glede gradnje v lastni režiji. V lastni režiji naj bi bila dopuščena le gradnja vseh nezahtevnih in enostavnih objektov. Kaj to pomeni? Ali kaj? Ne pa več manj zahtevnih objektov, med katere prištevamo enostanovanjske stavbe za lastne potrebe. To je Rado, mislim, da zanj dobro rekel. To je tako, kot če prepovedali, da kuhaš doma. Jo, valjda, da bo gušterije imela več prometa. Ja, mislim. Z današnjim shodom bi radi opozorili na namero vlade, da prepove gradnjo hiš v lastni režiji ljudem. Mi mislimo, da je ta prepoved nesmiselna. Za mnoge ljudi gradnja hiše v lastni režiji ni izbira oziroma ni nekaj, s čimer bi zaslužila, ampak je to nuja oziroma brez gradnje v lastni režiji sploh ne bi imeli hiše in
Mislimo, da je vladina namera, da s tem pomaga podjetnikom in obrtnikom povsem napačna. Mislimo, da če bo vlada ta ukrep, ta zakon sprejela, da ljudje ne bojo dajali dela gradnje obrtnikom in podjetnikom, ampak bojo ljudje enostavno jim bo preprečeno graditi hiše in da bo končni rezultat to, da se ne bo gradilo več hiš, da ne bojo pomagali gradbinstvu, ampak bo enostavno še bolj posel zamrl. Mi se danes tukaj nismo zbrali, da bi od vlade zahtevali javni denar. Nismo se zbrali, da bi od vlade zahtevali, da karkoli prepove drugim ljudem. Nismo se zbrali niti, da bi ohranili kakšno svojo ugodnost. Mi smo se zbrali zato, da obranimo svojo svoboščino, da smemo graditi svoj lasten dom. Spoštovana vlada, pozivam vas, da opustite svojo namero in da ta predlog umaknete. Spoštovani poslanci, če vlada svoje namere ne opusti, vas pozivamo, da glasujete po svoji vesti in zakon zavrnete. Spoštovani državni svet, če bo ta zakon sprejet, vas pozivamo, da vložite veto nanj. In če tega predloga ne bo zaustavil nihče, ga bomo zaustavili mi. Hvala lepa. V torek je na Radiu Študent v oddaji After Party nastopil mariborski reper MK. Takole ga je dehnil na suho. Lej, kak si pokjen, sploh se ti ne vidi oken, nesposobneš, ima da še enega, neški sam, celega dehno, neški sam, celega dehno, neški sam, celega dehno, daj podajno. Ta teden pa smo na Vesti objavili tudi prispevek mlade pevke iz Ljubljane, Aleksandre Ilijevski. Ok, no, moja cimra je čisto hudo poje, poslušajte. Please, Mr. Bossman, I need this job more than you know. But he gave me my last paycheck and he sent me on out the door. Well, I need $1, said $1 is what I need. And I need $1, said $1 is what I need. And I need $1, said $1 is what I need. And I share with you my story if you share your $1 with me. Kje je buča kaj? Ja, šla je po podatke za prognozo. Kam? Ja, gor! Kako gor? Glej! Iz ljubljanskega studia 163, to so bile vesti. Pa nasvidenje.